Radioaktivno. K projektu Suburban Jan je z mano, zdravo. Živijo. Ta projekt poosebljaš ti? Ja, ta projekt poosebljam jaz, tako da moj drugi singel, evo, Tvoje lasje. Ali so ob tebi še kateri osebki? Ja, seveda sem v snemanju komada povabil še bobnarja Žigata Dobravca, s katerim sodelujeva tudi v drugi zasedbi Tretji kanu, in pa v bistvu Dejana Slejka, on pa je prispeval bas pa klaviature, no kitare sem posnel pa sam. Očitno z Tretjega kanuja občasno izstopiš. Ja, nekako je ta moja punk rock duša spet oživela po nekajletni premoru, tako rečem, no. Tako da ja, evo, zdaj se je spet nabralo neki pesmi in sem rekel, zakaj ne, in evo, komad je tukaj. Priznaj, da se ti ne da veslati. Ja, raj se pelem, ja. To je res. Kot si omenil, v tem projektu delaš nekoliko drugačne zvoke kot pri Tretjem kanuju, več je rocka, metala, punka, še česa? Pa v bistvu malo hitreje vse skupno, da tako rečem, ne. Še zmeraj zelo melodično. Mogoče je vice, da sem pač, že ko sem odraščal, ne vem, nekako bolj kot v 90-ih začel glasbo poslušati, pač sem bil pod vplivom tega novega vala, tega punk rocka in nekako mi je zabavno pisati take pesmi, zabavno mi je ustvarjati, snemati, ker je zelo tako, imamo en tak do it yourself in pa dajmo na hitro pa da bo, ne, v tem smislu. In tu mi je najbolj všeč pri tem projektu. Sedaj si v radijskem etru s prvo pesmi v slovenščini Tvoji lasje. Ja, res je. Pa nisi verjetno frizer? Ne, nisem, daleč od tega. Daleč od tega. Pač čist nekak je po navdihu komad nastal, bom rekel. Mogoče tudi, seveda, vsi vemo, kaj se nam zadnje 2 leta dogaja in tako naprej in tako nazaj in nekak komad predvsem poje o svobodi, seveda tudi o ljubezni in nekako tako, kot je napisano, več muzike, več svobode, več ljubezni. To je nekako sporočilo. Ja, da ne bodo potem frizerji vzeli skladbo za svojo himno. Nič nimam proti zraznajne, ni problema, kar. Veš, kako hitro bi strigli? Bi, ne? Ja, sem ne vem kako, ampak okej, no. Bi bila zanimiva, ja. Predvsem potem frizura, ki nastane po skladbi. Tako. Dobi pesem tudi video podobo ali ne? Zdaj zaenkrat v tem prvem planu verjetno ne, no. Verjetno tak, ker smo zdaj že izdali. Mačka nas je COVID presenetil, bom rekel, jaz sem tudi imel COVID in tako naprej zdaj pred kratkim in smo potlej dejansko bili mačka malo v handicapu, da tako rečem, in smo se odločili, dajmo mi komad izdati, ker drugače bi mogel spet enega čakati, pa drugega čakati, da ima čas, pa da je zdrav in tako naprej, ne. Tako da smo se odločili, no, da bomo komad izdali, tako da spota najverjetneje žal ne bo, no, ampak je pa slikca na YouTube. To lahko vidimo. Verjetno pa ne bo ostalo samo pri tej skladbi. Ne bo. V bistvu, evo, se že lotevam zdaj, zberam naslednji komad, materiala je dosti, tako da dejansko je v planu v letošnjem letu, mislim, da realno še vsaj 2 singla, no, da se izdata, tako da ne bomo ostali sem pri tem, definitivno. Bomo pa sedaj ostali pri skladbi Tvoji lasje in jo poslali tudi našim poslušalcem. Zato, Jan, moji so rjavi sivimi odtenki, kakšni so tvoje? Ja, tudi rjavi, čedalje več sivimi odtenki, tudi moji, tako da smo tu nekde, evo. Ja, in kakšni so njeni? Njeni so pa brezčasno lepi, evo, tako. Taki, ki so v frizerskih salonih v katalogih. Razne vija se okol, za mladost
soncu nek sijaj. Gledam gor, vidim sonce.